Na prizorišče prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Garda, mir! Jasni, po, prav! Jasni, po, prav! Mirno! Nogi! David! Hoj! Vence v spomin ob 100. obletnici strunjanskih žrtev so položili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, župan občine Piran Dženjo Zatkovič, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB občine Piran Bojan Česnik,
in za društvo Tiger Primorske Jadranka Šturm Kocjan. Spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, spoštovani gostje. V imenu organizatorjev današnje slovesnosti, Občine Piran, Združenja borcev za vrednote NOB Piran in Krajevne skupnosti Strunjan vas prav prisrčno pozdravljam. Še prav posebno lepo pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Gentili signore e signori, cari ospiti, in occasione dell'odierna cerimonia solenne, porgo a tutti un cordiale saluto a nome degli organizzatori. Il Comune di Pirano, l'Associazione dei combattenti per i valori della lotta popolare di liberazione di Pirano e la comunità locale di Strugnano. Rivolgiamo il più cordiale saluto al Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. V občini Piran vsako leto s spominsko slovesnostjo obeležujemo tragičen dogodek, ki se je zgodil 19. marca leta 1921, v katerem so ugasnila mlada otroška življenja. Letos je minilo 100 let od dogodka, ki je pustil neizbrisan pečat in trajen spomin na prve otroške žrtve fašizma v Evropi. Ogni anno, nel mese di marzo, ricordiamo il tragico evento avvenuto il 19 marzo 1921, di cui i bambini di Strugnano furono le prime vittime innocenti del fascismo in Europa. Na današnji dan se svojo prisotnostjo spoštljivo priklanjamo spominu na otroke, ki so postali nedolžne žrtve fašizma, skupaj z njimi pa tudi na vse, ki so padli za svobodo in domovino. Na oder vabim predsednika območnega združenja borcev za vrednote NOB Piran, tovariša Bojana Česnika. Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani župan občine Piran, pozdrav tudi predstavnikom Tigra, praporščakom ter ostalim prisotnim. Stimato Presidente della Repubblica di Slovenia, stimato Sindaco del Comune di Pirano, gentili ospiti. 19. marec 1921 bo nam zanamcem ostal v večnem spominu. Prav je, da se spominjamo tega zločina vsako leto in da se spomnimo na ta nikoli pozabljen prvi krvavi zločin nad otroci v Evropi v času vladanja fašizma. Danes mineva natanko 100 let, ko je razjarjena fašistična drhal tistega lepega popoldneva prekinila otroško igro v progi in je iz mimo vozečega vlaka, ki je peljal proti Trstu, streljala na nedolžne otroke, ki niso poznali ne nasilja, ne sovraštva. Le igrali bi se radi in uživali mladost. To igrivost in mladost so jim vzeli fašisti na surov način, s streli brzostrelke ob 6:30 zvečer, v trenutku sta ugasnili mladi življenji Renata Brajka in Domenika Bartole, ki sta obležala mrtva na travi poleg proge, le nekaj metrov stran od spomenika. Renatov brat Mario je dobil 7 strelov in za čudo preživel, 5 otrok je bilo ranjenih, 3 otroci so ostali invalidi celotno življenje. Nekaterim otrokom je uspelo zbežati in so se skrili za veliko murvo v bližini, ki je mogoče nekaterim v tistem trenutku groze rešila tudi življenje. Za ta zverinski poboj otrok in ranjenih v tej tragediji ni nihče od pristojnih odgovarjal, čeprav se je vedelo, da je poveljeval posadki na vlaku neki gospod Benvenuto, nihče se ni upravičil, nihče ni dal odškodnine materi Domenika Bartoleja, kajti dogodek naj bi bil le nesrečni slučaj, tako kot je zapisalo Ministrstvo za finance Kraljevine Italije v svoji obrazložitvi 15. marca 28. leta materi Madaleni Bartole ob izgubi njenega otroka. Imeni Renato Brajko in Domenico Bartole sta skrbel vklesana v ta pomnik, ki se je dvigal v nebo in mora tu ostati na tem mestu za vse večne čase, da se bodo vsi, ki obiščejo ta prelepi slovenski obmorski kraj, spominjali in si zapomnili, da so tukaj veliko prezgodaj usahnila mlada človeška življenja zaradi skrajnih ideologij fašizma. Mogoče bi bilo že končno napočil čas, da bi se tudi Italija po 100 letih grenkega spomina opravičila za ta gnusni zločin in se poklonila tem mladim žrtvam fašizma tukaj,
in sedaj v Strunjanu skupaj s predsednikom Republike Slovenije. Spoštljivo se priklonimo prvim otroškim žrtvam fašizma in se zaprisezimo, da se kaj takega nikoli več ne sme ponoviti nikjer po svetu. Le tako bomo lahko izkazali vse spoštovanje do teh otrok tukaj v Strunjanu in otrok po svetu, kjer še vedno divja nasilje. Giungiamo pertanto a questa cerimonia ricordo tutti assieme con buoni propositi. Ci rendiamo conto che su questo spazio è nostro invento vivere in concordia ed armonia e nella pacifica convivenza. La nostra presenza oggi qui ci documenta la reale e reciproca coesistenza, comprensione e rispetto di popolazioni diverse. Grazie. Hvala. Hvala, tovariš Česnik. K besedi vabim župana občine Piran, Dženija Zatkoviča. Izvolite. Hvala lepa. Minka, hvala lepa. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, spoštovani predsednik Združenja borcev za vrednote NOB občine Piran, Bojan Česnik, predstavnica društva Tiger Primorske, Jadranka Šturm Kocjan, dragi otroci, lepo pozdravljeni. Rad bi se najlepše zahvalil predsedniku Republike Slovenije, da nas je počastil svojo prisotnostjo na dan, ko se ob stoletnici strunjanskih žrtev spominjamo Domenika in Renata ter vseh otrok, ki jih je pokosila fašistična objestnost. Vorrei perciò ringraziare innanzitutto il Presidente della Repubblica di Slovenia per averci onorato della sua presenza. Oggi ricordiamo con il profondo lutto la scomparsa di 2 bambini di Strugnano, caduti invano sotto i fucili fascisti il 19 marzo 100 anni fa. Z navzočnostjo na spominski slovesnosti opozarjamo, da si vnovičnega preporoda negativnih čustev supremacije, sovraštva, arogance in vzvišene pokvarjenosti ne želimo, da različni fašizmi na tleh svobodne demokracije ne smejo imeti plodne osnove, da ponovno vzklijejo. Con la propria presenza dimostriamo di essere consapevoli che la rinascita di emozioni negative, di odio, arroganza e corruzione non sarà più tollerata e che i movimenti fascisti della democrazia moderna non avranno luogo. Otroci so edino upanje za boljši jutri. Upijajo po strpnosti, tovarištvu, solidarnosti, humanosti, poštenosti, enakopravnosti, čistem okolju, pravici do izobraževanja, enaki porazdelitvi virov in socialni pravičnosti. I bambini sono l'unica speranza per un domani migliore. Chiedono tolleranza, solidarietà, umanità, onestà, uguaglianza, ambiente pulito, diritto agli studi, equa distribuzione delle risorse e giustizia sociale. Današnja slovesnost je posvečena spominu na nedolžne otroke, na strunjanske žrtve in je namenjena vsem, ki verjamejo, da je mir lahko trajen in da se ga lahko doseže z dialogom. La cerimonia d'oggi è dedicata alla memoria dei bambini innocenti, vittime di Strugnano e a tutti coloro che credono nella pace duratura, la quale si può ottenere con il dialogo. Hvala lepa, grazie. Hvala gospodu županu. Na oder vabim in besedo predajam slavnostnemu govorniku, predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju. Invito sul palcoscenico e lascio la parola al Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. Visoki gostje, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši. Po prvi svetovni vojni smo bili Primorci z Rapalsko mejo odrezani od slovenskega naroda in priključeni Italiji. Kot da to že samo po sebi ne bi bilo dovolj hudo, je v Italiji zavladal fašizem, ki se je nad Slovenci surovo znašel ves čas. Požig Narodnega doma v Trstu je bil prvo veliko znamenje njihovega prezira in sovraštva do nas, ki sta trajala vse do kapitulacije Italije jeseni leta 1943. V tem času je prihajalo še pred začetkom druge svetovne vojne do organiziranega nasilja fašističnega režima nad Slovenci in tudi
do organiziranega upora Slovencev proti fašizmu. V boju proti fašizmu in v želji po združitvi z ostalimi Slovenci so padale žrtve. Dogodek izpred 100 let, ki se ga spominjamo danes, je vendarle v tem kontekstu nekaj posebnega, nekaj grozno osupljivo posebnega. V bistvu je šlo za objestnost italijanskih vojakov, ki so se popolnoma brezvestno, brez potrebe, brez razumnega razloga spravili nad nedolžne otroke preprosto zato, ker je bilo to mogoče in ker se je to zdelo tedaj sprejemljivo in legitimno. Kot je že dejal predsednik, namesto obsodbe so bili deležni zaščite strani države, Ministrstvo za finance je, kot je bilo že pojasnjeno, zapisalo, da je šlo, citiram, za nesrečen slučaj. Skratka, šlo je za znašanje nad nedolžnimi otroki med njihovo igro, samo zato, ker je bilo to mogoče in ker je bilo to nekaznovano. Primorci smo trpeli med vojno, pred vojno in med njo zaradi fašizma številne krivice in žrtve. Med njimi, med žrtvami, običajno ne delamo razlik in prav je tako. Toda, ko se danes spominjamo dogodka v Strunjanu pred 100 leti, ne smemo samo znova osuplo ocenjevati brezvestnega razbojništva, ampak se moramo potruditi zaradi današnjih in jutrišnjih razmer, zakaj in kako je bilo v tistem času to sploh možno. Možno je bilo zato, ker je z vzponom fašizma začela prevladovati mentaliteta več vrednosti in manj vrednosti. Ker je postopoma nasilje iz besed prestopilo v fizično nasilje. Vse to pa je bilo čedalje bolj sprejemljivo in legitimno, še več, bilo je zaželeno in nagrajeno. To so pomembne zgodovinske lekcije za sedanjost in prihodnost, ki jih ne smemo pozabiti. V tem smislu, da tega ne bi pozabili, da bi si odpustili, da bi se spravili, pomirili, da bi skupaj živeli kot dobri sosedje in prijatelji. V tem smislu so bila v zadnjem času storjena pomembna simbolna in stvarna dejanja. Tudi na najvišji državni ravni med obema narodama, med Italijani in Slovenci na obeh straneh, v stremljenju po medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in iskrenem prijateljstvu ter trajnem miru v evropskem duhu. Vsi se spomnimo vrnitve Narodnega doma lansko leto Slovencem v Trstu, nekega prelomnega dogodka, ki smo si ga vsi želeli, vendar je na koncu bil mogoč zato, ker smo se na obeh straneh meje vsi za to iskreno potrudili in to je bil veličasten trenutek. Čeprav je bilo takrat veliko različnih mnenj o najinem spominskem poklonu s predsednikom Mattarello pred spomenikom bazoviškim junakom in pred fojbo Bazovici, ne rečem, da tega ne obžalujem. Celo več, menim, da je bil to eden najbolj močnih čustvenih trenutkov v mojih 2 mandatih predsednika republike. Ko sem s predsednikom Mattarello z roko v roki stal pred spomenikom bazoviškim junakom, se mi je zdelo, da so se v tistem trenutku uresničile želje generacij Primorcev, tudi ostalih Slovencev in Italijanov, demokratov, rodoljubov, svobodomiselnih ljudi, da bo enkrat prišel trenutek, in tisti trenutek je takrat prišel, da bo pred tem spomenikom, ki ga pravzaprav legalno Italija niti ne priznava kot spomenik žrtvam fašizma, ampak jih ima še vedno za teroriste, da bo tam stal italijanski predsednik. In da bo tam tudi slovenski predsednik in da bo pred tem spomenikom z roko v roki. To se mi je zdelo nekaj, kar je bil velik obet za prihodnost in tisto lanskoletno dogajanje je, kot ste lahko videli,
močno odmevalo, ne samo v Sloveniji in Italiji, ampak tudi v Evropi in je odmevalo tudi v sedanjost in prihodnost. V tem smislu so bili nastopi visokih predstavnikov italijanske države ob letošnjem dnevu spomina precej pod vplivom te vzajemne želje po priznavanju zgodovinskih resnic, po odpuščanju in spravi. Ampak kot ste rekli vi, gospod predsednik, pa tudi župan, tukaj je še veliko dela, na nas je, na teh generacijah in na naših otrocih, da ohranjamo spomin, hkrati pa se trudimo z našimi ravnanji vzgajati prijateljstvo, sodelovanje v duhu miru in varnosti, tako da bodo vsi naši otroci, za razliko od tistih pred 100 leti, lahko mirno uživali med igro in jih ne bo strah, da bi se jim primerilo kaj podobnega. Spoštovane gospe in gospodje, v znak spomina vas prosim, da z minuto molka počastimo dva nedolžna otroka in vse žrtve fašizma. Slava jim. Najlepša hvala slavnostnemu govorniku, predsedniku Republike Slovenije in obema sogovornikoma. V imenu organizatorjev se zahvaljujemo za udeležbo na današnji slovesnosti, čeprav v skromnejši izvedbi, kot bi si stoletnica zaslužila. Grazie a tutti di essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.